Lepo pozdravljeni, dragi gledalke, dragi gledalci. Moje ime je Andreja Šalamun, sem urednica revije Viva, medicina in ljudje. Danes se bom trudila, da bo dogajanje na spletnem seminarju teklo čim bolj gladko. Današnji webinar je, kot verjetno že veste, nastal v okviru akcije Moj zdravnik, v kateri skušamo z vašo pomočjo osvetliti tiste posameznike v zdravstvenem sistemu, ki izstopajo zaradi svoje kakovosti, dostopnosti in srčnosti. Pri tem smo se med drugim povezali tudi z društvom Trepetlika, ki je zelo aktivno na področju Parkinsonove bolezni. Danes sta z nami predsednica omenjenega društva, gospa Cvetka Pavlina Likar, in tudi docent dr. Dejan Georgijev, doktor medicine iz Nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Namen današnjega webinarja je podrobneje predstaviti Parkinsonovo bolezen in z njo povezano demenco, ki je po 10 letih Parkinsonove bolezni prisotna pri približno 40% oseb. Skozi to področje nas bo vodil dr. Georgijev. Še prej pa bom besedo z veseljem predala neutrudni gospe Cvetki Likar, ki nam bo na kratko predstavila projekt društva z naslovom Podpora in izobraževanje bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, njihovih svojcev, strokovne in laične javnosti s poudarkom na demenci. Gospa Cvetka bo predstavila tudi vse 3 partnerje, ki skupaj s Trepetliko sodelujejo pri omenjenem projektu. Gospa Cvetka, izvolite, beseda je vaša. V svojem imenu in v imenu društva vas prav lepo vse skupaj pozdravljam in veseli, da se ponovno srečamo pred nekim predavanjem o Parkinsonovi bolezni in demence, ki je del tega projekta, katerega dolg naslov je gospa Andreja povedala in katerega vodja je docent dr. Dejan, strokovni vodja je docent dr. Dejan Georgijev, ki z nami stalno že sodeluje. Ta program podpora in izobraževanje bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, njihovih svojcev, laične in strokovne javnosti smo lani skupaj s partnerji Splošno bolnišnico Celje, Dom Podgorco Maribor, to je dom starejših občanov, in zdravstvenim domom iz Hrastnika prijavili pri Ministrstvu za zdravje in dobili kar nekaj sredstev, tako da nam program zelo v redu že teče. 8.3. smo imeli najprej predavanje razlike med spoloma pri Parkinsonovi bolezni, na katerem je prav tako predaval ta strokovni vodja tega programa, docent dr. Dejan Georgijev. Imeli smo za 8. aprila konferenco o Parkinsonovi bolezni, kjer je ponovno predaval docent dr. Dejan Georgijev o Parkinsonovi bolezni in s posebnim poudarkom o demenci. Izdali smo tudi krajšo brošuro skupaj s partnerji, kjer smo se vsi 4, ki sodelujemo v tem programu, predstavili, strokovnjaki z tega področja pa so pojasnili demenco pri Parkinsonovi bolezni. Danes je potem novo predavanje, v bodoče pa nameravamo pripravljati okrogle mize v lokalnih skupnostih teh naših partnerjev. In sicer v maju gremo v Celje, to bo 18.5., tukaj je datum že določen, kjer bomo spregovorili o življenju pacientov, bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in z demenci. Sodelovala bosta 2 strokovnjaka, nevrologa, seveda zopet docent dr. Dejan Georgijev in nevrologinja iz Splošne bolnišnice Celje, dr. Helena Skrt. Sodeloval bo pa tudi bolnik in skrbnik in seveda predstavnik društva. Ob tem dogodku, ob tej okrogli mizi, pa bomo pripravili tudi zamrznitev, ki je eden od simptomov te Parkinsonove bolezni, ko bolnik se nekako prilepi na tla in ne more hoditi, kar pa bodo dosti bolj obrazložili strokovnjaki. Naslednja okrogla miza bo v juniju v domu Podgorco ali pa v Mariboru, kjer bomo tudi
točno teme, to temo že imamo, demenca in prehrana, vendar kako kdo bo sodeloval, točno še ne vemo. Bomo pa obrobni dogodek imeli pogovor s prevoznikom avtobusa, to se pravi krajevni avtobus, ki je malo bolj problematičen, to je vstopanje bolnika s Parkinsonovo boleznijo na avtobus, ko se nam zgodi, ne sicer v Mariboru, ampak ko avtobus prehitro potegne in bolnik pade in smo imeli kar že 2 poškodbi naših članov. Naslednje jeseni pa se bomo srečali v Hrastniku, ponovno z okroglo mizo. Obrobni dogodek bo pa pogovor v eni od trgovin, kjer bomo obrazložili, kakšne težave imajo bolniki s Parkinsonovo boleznijo ob nakupu v takih trgovinah. Namreč zelo neradi grejo v trgovino, ker imajo veliko težav pri plačevanju, pri prehajanju skozi osne prehode in pa tudi pri zagotavljanju sanitarij ali kaj takega, če jih pač ta trgovina nima. Zelo si želimo, da bi vsi ti naši bolniki s Parkinsonovo boleznijo in tudi demenco lahko ostali v domačem okolju, čim dalj bi bilo možno, zato bodo vsa ta predavanja usmerjena tudi skrbnikom, ki so pač tisti, ki to demenco najhitreje prepoznajo in da bodo pravočasno reagirali, saj lahko nevrologi kar uspešno marsikatero težavo odpravijo. Seveda se bomo pa pri vsem tem zelo povezovali s partnerji in tudi z lokalno skupnostjo. In naš cilj je pa tudi, da dobimo tudi nove člane, da bodo pač več vedelo o bolezni, se družili in tudi delali kakšne telesne aktivnosti, kot jih imamo namizni tenis, nordijska hoja, pilates in druge plese. To vse izvajamo v našem društvu, tako da vabljeni vsi. In najlepša hvala tudi docentu doktorju Dejanu Georgijevu, ki je to nalogo, ki ni lahka, predvsem ob njegovi veliki obremenjenosti sprejel. Najlepša hvala, gospa Cvetka, za izčrpno predstavitev projekta in vaših partnerjev. Zdaj pa vas bom, dragi gledalci, prosila še za vaše sodelovanje. Na kratko bo. Želimo namreč videti, od kod prihajate in kakšna je vaša povezava s Parkinsonovo boleznijo, in zato smo pripravili krajšo anketo. Lepo vas prosimo, da si vzamete par sekund in kliknete na krogec pred odgovorom, ki je za vas pravilen. Anketa zanima nas torej, ali ste bolnik s Parkinsonovo boleznijo, skrbnik ali svojec bolnika s Parkinsonovo boleznijo, zdravnik, medicinska sestra oziroma zdravstveni tehnik, študentka ali študent ali kaj drugega. Zanima nas tudi, kje ste zaposleni. Če ste zaposleni v zdravstvu, nam prosim zaupajte, ali ste zaposleni v bolnišnici, v zdravstvenem domu, v domu za starejše ali kje drugje. Par sekund časa vam damo, da pritisnete pravi krogec. V tem času bi vas pa povabila mogoče še na glasovanje za mojega zdravnika. Akcijo verjetno poznate. Časa, da izberete svojega favorita, je še do konca aprila, torej še nekaj dni. Med številnimi kategorijami, ki so letos na voljo, pa lahko glasujete tudi za mojega nevrologa. Glasovnice najdete na naši spletni strani, na viva.si, pa na spletni strani Medicine in ljudje in tudi v zdravstvenih domovih. Mislim, da smo v tem času večino vaših glasov že dobili. Zato bom k besedi povabila današnjega glavnega gosta, priznanega strokovnjaka in zelo dobrega poznavalca Parkinsonove bolezni, doktorja Dejana Georgijeva. Gospa Cvetka je že veliko povedala o njem, zato ga podrobneje ne bom predstavljala. Če se vam bo med predavanjem trnilo mogoče kakšno vprašanje za njega, vas vabim, da ga zapišete v chat
nanj pa bomo odgovor poiskali po predavanju. Gospod Georgijev, beseda je vaša. Hvala lepa. Nič več, hvala za vabilo. Ne bom govoril več o temi, kar smo že povedali večkrat, da bomo se pogovarjali o Parkinsonovi bolezni in demenci. Se mi zdi, da je to ena taka kar pomembna tema. Iz več različnih razlogov, predvsem mogoče to, da marsikdaj recimo pacienti, ko slišijo diagnozo Parkinsonovo bolezen, naslednje vprašanje je, ali to pomeni, da bom tudi dementen. Tako da se meni zdi, da je tudi pač tako kot tema za ozaveščanje javnosti v bistvu zelo pomembna. To je ena stvar. Druga stvar je pa to, da je v bistvu cilj današnjega v bistvu predavanja pa tega webinarja je, da pač povemo aspekt v bistvu zdravnika, posebej kako mi razmišljamo, recimo, ko gre za pač pacienta z Parkinsonovo boleznijo in kognitivnim upadom oziroma demenco. Na ta način v bistvu, če seveda ozavestimo javnost oziroma pač paciente, verjetno je tudi komunikacija pa tudi zdravljenje pacientov lažje. Jaz bom najprej začel z pač nekimi takimi osnovami Parkinsonove bolezni. Na nekaj slajdih bom pač povedal o Parkinsonovi bolezni, bom pač nekako tako skušal tudi malo patofiziologijo razložiti, ne samo Parkinsonove bolezni, ampak kognitivnega upada pri Parkinsonovi bolezni, ker se mi zdi, da je pomembno zato, da razumemo bistvo tega kognitivnega upada pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo. Kaj je parkinsonizem? To je en tak širši pojem kot Parkinsonova bolezen, se pravi, Parkinsonova bolezen je ena diagnoza v skupini različnih diagnoz, ki se kažejo podobno. Se pravi, ogromno jih je, niti ne vem številke, ampak sigurno 100 plus diagnoz ali pa 100 plus pač, se pravi, različnih stanj, ki se lahko kažejo za parkinsonizmom. Glavna značilnost je bradyhipokinezija ali pa upočasnjenost gibov, se pravi, upočasnitev gibov. To mi velikokrat testiramo z tem testom, ki se mu reče test tapkanja prstov, zato da ga lahko tudi kvantificiramo, se pa kaže tudi na različne načine, recimo upočasnjenost pri gibih, pri hoji, upočasnitev recimo pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti, hipomimija oziroma se lahko kaže tudi z hipofonijo, velikokrat, se pravi, to je tisti tak tih, mehak glas, ki je značilen za paciente z Parkinsonovo boleznijo. Potem pa je v bistvu tremor, pri tistih pacientih, pri katerih gre za tremor dominantno obliko Parkinsonove bolezni, rigidnost, kar pomeni togost mišic in pa pač posturalne motnje, ki se pa praviloma pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo pojavljajo pozno v teku bolezni, so pa določene skupine pacientov, pri katerih se lahko posturalne motnje kažejo prej. Se pravi, in to je praktično znak, da bi verjetno šlo za kakšno drugo alternativno diagnozo, ne pa za Parkinsonovo bolezen. Prvi znanstveni strokovni opis bolezni je bila 1817 od strani Jamesa Parkinsona. To je bil pač en zdravnik, v bistvu splošni zdravnik oziroma tisto, kar mi danes rečemo družinski zdravnik, ki je delal v Londonu in je v bistvu opisal skupino pacientov, ki jih del teh pacientov jih samo opazoval, nikoli jih ni pregledal, in je zelo natančno opisal motorično simptomatiko teh Parkinsonove bolezni. Je tudi ugibal o mestu nastanka bolezni, seveda v tem času, ko lahko govorimo recimo o nekem takem striktnem znanstvenem pristopu v medicini, se pravi, ga ni bilo v tem smislu, ko ga pač poznamo danes, ker govorimo ali pa zdravimo po principih medicine z dokazi, evidence-based medicine. Je pa zanimivo, da pravzaprav je govoril še samo o tem, da pravzaprav kognicija pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo ni motena, se pravi, zaznavne sposobnosti niso moteni. Vemo pa danes v bistvu, da se pri določeni skupini ali pa po skupini v določenem odstotku pacientov se pojavijo tudi kognitivne težave. Prvo imenovanje bolezni,
takrat so imenovali, se pravi, paraliza z tresenjem, ne, to je ime, ki ga je uporabil James Parkinson, shaking palsy v angleščini. Jean-Marie Charcot je pač v bistvu oče sodobne nevrologije. V Franciji obratoval tudi v 19. stoletju v Petit Salpêtrière, to je ena zelo znana bolnišnica, ki je tudi danes aktivna v Parizu. Jo je poimenoval po Jamesu Parkinsonu, ker se je zavedal, da je v bistvu prvi tak znanstveni opis bolezni. Seveda, veste, bolezen je bila še prej diagnosticirana, še prej znana, tisočletja pravzaprav imamo dokaze, da so pač ljudstva, civilizacije so poznali tisto bolezen tudi na Daljnem vzhodu že tisočletja pred tem, ampak seveda govorimo o tistem prvem znanstvenem opisu in znanstvenem pristopu v bistvu same bolezni kot take. Glavna značilnost, kot vemo, ne bom tle predolg, pri Parkinsonovi bolezni je to, da pride do degeneracije črne substance, ki proizvaja dopamin in je zelo pomemben pri samem nastanku bolezni. Recimo to na levi strani, kar vidite, se pravi na tej sliki pacient s Parkinsonovo boleznijo, na drugi strani je pa pacient oziroma oseba brez Parkinsonove bolezni. Vidite, da ta črna substanca makroskopsko se tudi vidi, to je zaradi vsebine neuromelanina. Od spodaj je pa v bistvu praktično obratno, ne? Se pravi, na levi strani je slika osebe brez Parkinsonove bolezni, na desni strani je slika pacienta s Parkinsonovo boleznijo. To je ena preiskava, ki se reče DaTscan, ki jo včasih uporabljamo, ne vedno, pri diagnosticiranju Parkinsonove bolezni, zato da vidimo, kakšna je aktivnost dopaminergičnega sistema pri teh pacientih. Se pravi, mi lahko v bistvu na zelo eleganten način tudi pač vizualiziramo stanje dopaminergičnega sistema pri pacientu. In to je ta dopaminergični sistem, substancija nigra, kot smo rekli, črna substanca, pa še eno drugo področje tik pred substancijo nigro, ki se mu reče ventralno-tegmentalno področje v mezencefalonu, v srednjih možganih. In vidimo, da v bistvu ta dopaminergični sistem ima vpliv na široka možganska področja, se pravi frontalno, parietalno, temporalno, preko teh poti, ki jih bomo omenili, oziroma že takoj. Praktično povezave grejo iz se pravi, so različno imenovane. Tale zelena pot je tista, ki je pomembna za motoriko in se reče nigrostriatalna pot, ki je zelo pomembna za uravnavanje gibov in pa delov tudi senzoričnega sistema, vendar glavno vlogo ima pri tem, da zagotavlja pravilno ali pa da omogoča v bistvu gibe, ki so tekoči, koordinirani z ustrezno hitrostjo. Mezokortikalna pot je tista, ta modra pot, je zelo široka, tako kot vidite, in v bistvu povezuje, se pravi, tiste strukture, ki v bistvu izločajo dopamina največ, substancijo nigro, ventralno-tegmentalno področje z širokimi kortikalnimi področji, pomembna za kognicijo. In zato bi po svoje pri osebah, pri katerih dopaminergični sistem je insuficienten, nezadosten, bi pričakovali v bistvu, da pride do, v resnici, da pride do, se pravi, tudi kognitivnega upada. In pa mezolimbični sistem, ki pa je odgovoren za, v bistvu, za emocije, uravnavanje emocij in je pač povezan z limbičnim sistemom, ki je pač nekoliko manjši, vendar zelo pomembno področje v možganih. In pa je pravzaprav en najstarejših delov tega pač področja velikih možganov. Poleg dopaminergičnega sistema pri Parkinsonovi bolezni so v bistvu oškodovani tudi drugi, recimo široki, tako rečemo, nevrotransmiterski sistemi z takim širokim vplivom na možgane. To je recimo poleg dopaminergičnega sistema še serotoninergični sistem, noradrenergični sistem in pa acetilholinski sistem. In to boste videli, da je bolj pomembno, zaradi tega, ker uporabljamo tudi zdravila, s katerim lahko pomagamo pacientom s Parkinsonovo boleznijo in pa pacientom s Parkinsonovo boleznijo in demenco pri obvladovanju simptomov njihovih.
Glavna patološka značilnost Parkinsonove bolezni so tako imenovana Levijeva telesa, to so različni prikazi na v bistvu patohistoloških preparatih. Glavna vsebina je pa v bistvu alfa-sinuklein, to je pač tak protein, ki pa v bistvu, ko se v bistvu zaradi spremenjene strukture se lahko kopiči v tistih levih telesih. Ni edina, se pravi, snov, ki se kopiči v levih telesih, ampak je glavna vsebina in je zato Parkinsonovo bolezen praktično v skupini tako imenovanih alfa-sinuklinopatij. Tle sodi tudi recimo demenca z levimi telesi, ki jo bomo omenili na koncu, pol pa še recimo multipla sistemska atrofija in tako naprej. To pokažem, to je Brak je naredil v začetku tega stoletja eno lepo klasifikacijo, kako napreduje Parkinsonova bolezen, pa tisti proces degeneracije v možganih, ki se začne tam nekje v možganskem deblu, v enem delu, ki je v bistvu pa pač vagalno jedro, to je motorično jedro nervusa, se pravi vagalnega živca, ki se potem v bistvu širi navzgor po možganskem deblu, tam, kjer se nahaja v bistvu substancija nigra, mesto, ki se nahaja substancija nigra je tlele, se pravi, to je ta mezencefalon, in potem se ta proces v bistvu širi naprej na ostale dele. Lahko pač paciente tudi diagnosticiramo. In šele potem, ko tale proces, se pravi, degeneracije, pride do korteksa, do možganske skorje, lahko govorimo o kognitivnih zaznavnih težavah pri teh pacientih. To je tak drug prikaz tega momenta, se pravi, vidimo v bistvu, da postopoma tako, kot degeneracija napreduje, začne se pa pravzaprav degeneracija veliko prej, preden se pojavijo prvi simptomi. Se pravi, diagnoza Parkinsonovo bolezni postavimo takrat, ko v bistvu imamo recimo tisto upočasnjenost plus tremor ali pa recimo zvišan mišični tonus. Posturalne refleksije smo rekli, da se pa pač pojavljajo pozno v teku bolezni. Čeprav so pač tudi simptomi, ki se lahko pojavijo pred pojavom motoričnih simptomov. Je pa pomembno, da vendarle vemo, da se pač Parkinsonovo bolezen v bistvu dan danes še vedno diagnosticira na podlagi motoričnih simptomov, čeprav se absolutno zavedamo, da so poleg motoričnih simptomov, nemotorični simptomi tudi zelo pomembni. In tle smo v bistvu pri tem, kar smo rekli, se pravi nemotorični, kateri so glavni nemotorični simptomi Parkinsonove bolezni. To so recimo depresija in anksioznost, ki se pojavljajo nevezano za samo demenco. Kar se tiče kognitivnih simptomov, so to recimo demenca ali pa kognitivni upad, kot smo rekli, in pa psihoza v določenem, če se pač bolezen kot taka zakomplicira zaradi različnih dejavnikov. Avtonomni simptomi, to je nihanje krvnega tlaka, genitourinarni, kot je recimo urgentna inkontinenca, ali pa gastrointestinalni, kot je recimo zaprtost. Spanje, recimo, zelo pogosto je REM motnja spanja, nespečnost, hipersomnija oziroma zaspanost oziroma apneja med spanjem ali pa dnevna zaspanost in pa seveda utrujenost kot en zelo pomemben in marsikdaj neprepoznan simptom pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. Kdaj govorimo o tako imenovani napredovali Parkinsonovi bolezni? Zakaj je to pomembno? Ker kognitivni upad, v bistvu kognitivni upad ali pa demenca je zelo redka ob začetku Parkinsonove bolezni. Pravzaprav je izjema in če je prisoten kognitivni upad skupaj z Parkinsonovo boleznijo ob diagnozi, pa moramo pomisliti na drugo bolezen, ki se reče demenca z levimi telesci. To je pač
Podobno se kaže z kognitivnim upadom, vendar se pač kognitivni upad, mislim za parkinsonizmom, vendar se kognitivni upad pojavi, preden se pojavi v bistvu, preden se pojavijo motorični simptomi ali pa se pojavijo praktično hkrati v roku enega leta od pojava kognitivnih simptomov. Se pravi, tako kot bolezen napreduje, se povečuje tudi starost bolnikov in za starostjo seveda se povečuje tudi verjetnost pojava demence. Tako kot rečejo, recimo do 65. leta je nekako v splošni populaciji demenca relativno redka, ni izključena in se pojavlja in jo diagnosticiramo tudi prej, vendar po 65. letu se pa pač pojavnost demenca naglo povečuje. In se lahko pričakujemo, recimo, da recimo do, ne vem, 80. leta ali pa do 90. leta, recimo vsaj tretjina starejšega prebivalstva ima značilnosti, ima kognitivni upad, ki ima te stopnje, da jo lahko definiramo kot pač demenca. Za napredovanje bolezni se potencirajo tako motorične težave, kot so pač tudi nemotorični simptomi. In tisto, kar je pa zelo pomembno, je, da se recimo za napredovalce bolezni v bistvu povečuje tudi terapija. Terapija postaja zmeraj bolj kompleksna. Pacienti potrebujejo vedno več pozornosti, vedno več obiskov pri pacientih, pojavljajo se diskinezije, se pojavljajo zapleti dolgoletnega zdravljenja Parkinsonove bolezni z zdravili. Recimo, tipično imajo vsaj 5, če ne več odmerkov levodope, 2 uri sta recimo v izklopu, vsaj 2 uri so v izklopu in pa vsaj 1 uro recimo za motečimi diskinezijami. Takrat lahko rečemo, da gre res za napredovalno Parkinsonovo bolezen in jih lahko zdravimo z različnimi dodatnimi ali pa naprednimi načini zdravljenja, ki so lahko tudi, ki jih imamo vse na voljo v Sloveniji. Se pravi, ko govorimo pa zdaj o Parkinsonovi bolezni in demence, se pravi Parkinsonovo bolezen z demenco, v angleščini obstaja termin Parkinson disease dementia, se pravi PDD, se pravi pri nas bi bil PBD, v bistvu neka taka kratica, ki jo bom pač tudi naprej na teh slajdih uporabljal. Lahko rečemo tole, se pravi, subtilne težave se lahko pojavijo v bistvu v zgodnji fazi Parkinsonove bolezni in to so recimo težave z izvršilnimi funkcijami, o tem pa se bomo bolj pogovarjali, da veste, zakaj verjetno velika večina vas tudi ve, o čem govorim, ko govorimo o izvršilnih funkcijah, se pravi težave z izvršilnimi funkcijami in delovnim spominom. Vendar je zelo pomembno, da vemo, da Parkinsonova bolezen in demenca v bistvu nista sinonima, tako da ne mislite, da če zbolite s Parkinsonovo boleznijo oziroma da če nekdo zboli s Parkinsonovo boleznijo, da bo razvil demenco. To je povsem drugače. Demenca je sindrom in demenco mi v bistvu diagnosticiramo pa pač po določenih kriterijih. Rečemo, da vsaj ena kognitivna domena, recimo spomin ali pa na koncu izvršilne funkcije, so tako motene, da lahko vplivajo na kvaliteto življenja in vsakodnevne aktivnosti. Če pa temu ni tako, so pa objektivno prisotne motnje v vsaj eni domeni, govorimo o blagi kognitivni motnji, ki je v bistvu, ki se pojavi lahko pri pacientih z Parkinsonovo boleznijo in ki lahko napoveduje razvoj demence, vendar ne pa nujno. Obstaja tudi en tretji termin, ki ga mi uporabljamo in to je sicer subjektivna kognitivna motnja, ko v bistvu pacienti menijo, da so prisotne določene težave, tiste težave ponavadi nimajo vpliva na vsakodnevno funkcioniranje in jih ponavadi ne moremo niti diagnosticirati v praksi, zato da rečemo, da gre za kognitivni upad. Se pravi, objektivizacija teh recimo izpadov v kogniciji se pa dela seveda z pomočjo različnih testov, najboljše v ambulanti enega kliničnega psihologa oziroma nevropsihologa. Zdaj, ko govorimo o epidemiologiji, se pravi o tem, koliko je pogosta
demence pri Parkinsonovi bolezni, se pravi ob diagnozi Parkinsonove bolezni, po nekaterih študijah je tale blagi kognitivni upad BKU, tukaj sem napisal za C, ampak je BKU, je prisoten pri 10 do 25% diagnosticiranih. Se pravi, to so pacienti, ki nimajo v bistvu objektivnih oziroma nimajo težav pri opravljanju vsakodnevnih aktivnostih, ampak so pač prisotni. Prisotne določene težave, ki jih lahko tudi objektivno pomerimo. Po 5 letih od začetka od diagnoze pravijo, da recimo 10 do 20% je prisotna tudi demenca, po 10 letih do 40% oseb. In seveda, to je pač v bistvu zelo splošne številke, so večja verjetno seveda, recimo, če se bolezen začne pri 60 letih, da nekdo razvije po 10 letih demenco, kot recimo, če se je bolezen začela pri 50 letih, se pravi, manjša verjetnost, da v 10 letih razvije tudi demenco. Se pravi, več dejavnikov je, ni samo Parkinsonova bolezen, edini dejavnik za razvoj demence pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. To so tisto, ko smo rekli, dejavniki so napredovala starost, kar smo že rekli, recimo izrazita simetrična motorična prizadetost, mi klasično Parkinsonovo bolezen opisujemo kot asimetrično, vendar je spekter pri nekaterih boleznih je ta asimetričnost zelo izrazita, pri nekaterih pacientih je pa v bistvu manj izrazita. In za leti se ta asimetrija pravzaprav zmanjšuje. Mi smo naredili študijo, ki smo tudi objavili v Journal of Parkinson's Disease na eno večje število pacientov, v katerih smo ugotovili, da asimetrija pravzaprav ne napoveduje progresijo Parkinsonove bolezni. Ker je ideja bila, da če je recimo nekdo bolj simetričen, da je progresija bolezni in napredovanje bolezni hitrejša, tega praktično nismo dokazali. Asimetrija, se pravi, ne napoveduje progresijo Parkinsonove bolezni, vendar lahko pa je in je dejavnik tveganja lahko za razvoj demenco. Recimo slaba odzivnost na dopaminergično terapijo, tudi klasično Parkinsonovo bolezen je zelo odzivna na levo dopo, je Parkinsonova bolezen je zelo odzivna na levo dopo, pa na druge dopaminergična zdravila. Potem recimo, ko začnemo uvajati dopaminergično terapijo, če se pojavi zmedenost, halucinacije, je lahko večja verjetnost, da gre za v bistvu pa da bo pacient razvil demenco. Nizke stopnje izobrazbe pač ne samo pri Parkinsonovi bolezni, ampak pri vseh v bistvu demencah in kognitivnih upadih. Saj je tako pač pri vseh, se pravi, če več uporabljamo seveda možgane, je pa pač večja verjetnost, da so pač v dobri formi dlje časa. In pa po drugi strani visoko izobraženi marsikdaj lahko boljše kompenzirajo kognitivni upad, ki je po svoje normalen ali pa ki je starosti primeren. In pa določeni genski dejavniki, recimo gen za glukocerebrozidazo ali pa za alfa-sinuklein, to so redki. Mi imamo pri nas paciente za glukocerebrozidazo, heterozigotni nosilci gena za glukocerebrozidazo, ostalih pač APO je tako ali drugače, ki je pač zelo pomemben gen pri Alzheimerjevi demenci, ne pa pri Parkinsonovi bolezni, in pa določeni drugi geni, ki so povezani z parkinsonizmom, kot je recimo tale MAPT, alfa-sinuklein, se pravi tale SNCA gen, ki je gen za alfa-sinuklein, mutacij pri nas nismo dokazali, je pa prvič bil opisan v grški populaciji. Tako se prezentira Parkinsonova bolezen za demenco. Se pravi, profil demence lahko povzamemo takole, kot en diseksekutivni sindrom z izrazito okvaro pozornosti. To je zelo pomembno. Pozornost je v bistvu pač taka glavna kognitivna dovena, ki je brez možnosti izvrševanja pozornosti v bistvu ne moremo testirati, ne moremo ugotoviti, ali so kakršnekoli težave pri drugih kognitivnih domenah. Se pravi, izrazito okvaro pozornosti, izvršilnih in vidno-prostorskih funkcij, zmerno slabljenje spominom in vedenjskimi simptomi, vključno z apatijo in psihozo. Se pravi, to je zelo pomembno. Različen je recimo opis kognitivnega upada pri Alzheimerjevi demenci in pri Parkinsonovi bolezni. Prisotni so tudi avtonomni simptomi in tako, kot smo rekli, napredovali motorični simptomi, se pravi to, kar smo pač že nekoliko tudi omenili.
kaj so izvršilne funkcije? Če hočemo skuhati kavo, recimo uporabljamo izvršilne funkcije. To je pač zaporedje stvari, ki jih moramo narediti zato, da ciljano izpeljemo eno operacijo od točke A do točke B. In če je recimo tega zaporedja ne moremo narediti, potem pa govorimo o nezmožnosti izvršilnih funkcij. Taki pacienti, recimo, če so bili dobri kuharji, pa so dobro kuhali, recimo doma, se ne znajdejo več dobro v kuhinji, izgubijo sposobnosti tudi, recimo, ne vem, vožnje avtomobile, upravljati različnih strojev, se težko se nauči uporabljati, recimo, tistih sodobnih elektronskih naprav, kot so telefoni, tablice in tako naprej. Vidno-prostorske funkcije so lahko bolj prizadete kot pri Alzheimerjevi demenci, čeprav so tudi pri Alzheimerjevi demenci prizadete bolj v povezavi z okvaro temporalnih režnjev. Spomin je moten, ampak za razliko od Alzheimerjeve demence, zdaj primerjamo vedno za tisto najpogostejšo obliko demence, to je Alzheimerjeva demenca, in pacienti včasih pravzaprav mešajo Parkinsonovo bolezen z Alzheimerjevo demenco. Se pravi, popolnoma različne bolezni, popolnoma drugačen način in mehanizem nastajanja, in zato v bistvu vedno primerjamo za to Alzheimerjevo demenco. Se pravi, pri Parkinsonovi bolezni je bolj prizadet delovni implicitni spomin. Implicitni spomin je tisti, recimo epizodični pa eksplicitni spomin je tisti spomin, ki se ga lahko, recimo, to bi bil pri epizodičnem spominu, kaj smo danes recimo naredili. Implicitni spomin je pa tisti spomin, ki se ga učimo, ne da bi zavestno imeli v bistvu, da bi se zavedali, kako bi rekel, tega. Recimo, to je implicitni spomin, je spomin, ki nam pomaga, recimo, ko se učimo voziti kolo ali pa upravljati avto ali pa kakokoli že. Se pravi, to je tale pač implicitni spomin, ki je zelo odvisen tudi od bazalnih ganglijev, tako kot je delovni spomin odvisen od bazalnih ganglijev in iz tega dela možganov, ki se nahaja na tem delu, to je dorzolateralni prefrontalni korteks. Jezikovne sposobnosti so pri osebah z demenco s Parkinsonovo boleznijo ponavadi dobro ohranjene, vendar motena je recimo fluentnost, to kar recimo naštejte čim več besed na črko, recimo B. Morajo v eni minuti našteti vsaj 11 takih besed, 10-11 besed, če tega niso zmožni, pa pravimo, da je fluentnost motena. Obstajajo različne oblike fluentnosti, besedne fluentnosti, jaz tega v detalje ne bom šel, ker bomo izgubili veliko časa. Lahko pa tudi prozodija je motena, recimo prozodija je tisto, kar recimo skušamo poudariti določene elemente, ko govorimo, je lahko emocionalna, je lahko semantična, se pravi, prozodija je tisto, kar da melodijo glasu, pa lahko ji rečemo tudi melodija glasu, ne. Vendar to ni enako, kot je pač sama hipofonija, ki je pa verjetno bolj odvisna, pa je bolj odvisna od tistih perifernih mehanizmih nastajanja. Vedenjski profil, se pravi, kognitivni profil je ena stvar, to je to, kar smo že omenili, kaj je vse moteno pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. Vedenjski profil je pa tisto, kar nastaja kot v bistvu kot recimo neko sprememba v vedenju. In je definirana recimo tudi od emocionalnega seveda stanju oziroma razpoloženjskega stanja. Depresija je pogosta in jo je treba zdraviti. Zapravo za zdravili, ponavadi danes v sodobni terapiji depresiji uporabljamo SSRI. Zdravila, se pravi tisti, ki blokirajo ponovni prevzem serotonina. Serotonin, tako kot je recimo Parkinsonova bolezen vezana z dopaminom, je depresija vezana z serotoninom po neki logiki. Videli smo pa, da pri Parkinsonovi bolezni na prejšnjih slajdih je pač tudi serotoninergični sistem moten zaradi te napredujoče degeneracije po možganskem deblu. In jo je treba zdraviti. Se pravi, to ni samo depresija, ki se pojavijo ob Parkinsonovi bolezni, mimo grede, ki jo je treba zanemariti, ampak jo je treba tudi aktivno iskati. Enako tudi anksioznost, se pravi neka anksioznost, ki se kaže na različne načine, marsikdaj jo definiramo kot depresivno-anksiozno motnjo. Apatija, kar pomeni, da se zgubijo motivacijo za pač opravljanje tudi tistih stvari, ki so jih zelo radi opravljali prej. Utrujenost,
ki pa je včasih marsikdaj recimo zamešamo za depresijo, ali pa za tisto motorično, kako bi rekel, nespretnost, ki je značilna za osebe s Parkinsonovo boleznijo. Dnevna zaspanost, ki je pa včasih povezana tudi z zdravili, kot so recimo dopaminergična zdravila, nespečnost, pa remotnje spanja, ki pacienti brcajo recimo po noči ali pa govorijo, halucinacije, oziroma se pravi tisti prividi, ki so pač za določeno značilnostjo, in o tem bom povedal nekoliko pol, skupaj z samo psihozo. Zdaj, za vsako posebej mogoče po malem, to smo že povedali, multifaktorialne, tako se pravi več dejavnikov, ki vplivajo lahko na samo depresijo in je pač povezana tudi delno z samimi motoričnimi simptomi. Se pravi, včasih motorični simptomi izčrpanost lahko vplivajo na razpoloženje, pa seveda obratno. Tako da v bistvu težko je reči, ker tudi sama depresija kot primarna bolezen, nevezana ali pa izolirana depresija, nevezana za Parkinsonovo bolezen, se kaže v bistvu tudi za motorično inaktivnost. In včasih je težko ločiti med eno in drugo, še posebej pri Parkinsonovi bolezni, ali recimo motorični simptomi, znaki Parkinsonove bolezni so zaradi same Parkinsonove bolezni, ali pa pač so manifestacije tudi depresivnega razpoloženja. To so te remotnje spanja, ki sem jih jaz že omenil, se pravi, brcajo pacienti po noči ali pa pač govorijo, ki so pogostejše recimo pri moških. Velikokrat recimo so prisotni tudi druge motnje spanja, kot recimo tista obstruktivna apnea pri spanju, in se lahko enostavno zdravi recimo za zdravili, kot je pač klonazepam. Nespečnost je lahko precejšnji problem, spremeni se lahko higiena spanja kot pač en prvih ukrepov, se pa lahko tudi dodajajo tudi različna zdravila. In tisto, kar je značilno recimo za osebe z demenco, je to, da se pač pride do inverzije spanja. Marsikdaj oni spijo tekom celega dneva, se pa tisto, kar se pa zgodi, je, da po noči v bistvu pa so budni in so aktivni. In na tem je treba aktivno delati, zaradi tega, ker drugače je zelo izčrpajoče tako za paciente, kot je za osebe, ki za njih skrbijo. Dnevno zaspanost sem že omenil in je lahko povezano velikokrat z dopaminskimi agonisti, še posebej pri pacientih, ki dopaminski agonisti jemljejo v visokih odmerkih, in to je vedno treba imeti v mislih. Se pravi, če je prisotna dnevna zaspanost, je treba tudi v bistvu adresirati pravilno. Se pravi, če so na visokih odmerkih dopaminskih agonistov, včasih zadostuje, da se pač odmerek dopaminskih agonistov tudi zmanjša. Halucinacije in psihoze, se pravi, halucinacije so taki prividi, v kateri pacienti s Parkinsonovo boleznijo ponavadi imajo uvid, se pravi, imajo vpogled, vejo, zavedajo se, da ne obstajajo izven njih. Velikokrat so zelo barvite, vključujejo živali, ali pa recimo take recimo liliputanske figure, recimo majhne človečke, ali pa recimo ena taka posebna značilnost so tako imenovane ekstrakampine halucinacije. To pomeni, da imajo občutek, da je človek ali pa oseba prisotna v sobi, vendar te osebe ni. Ali pa da v bistvu, kot da oseba gre mimo pacienta, vendar seveda pri tem se tega, vendar od te osebe seveda pač v resnici ni. Zdaj, iluzija, mogoče samo čisto tako bolj edukativno, iluzije so pa recimo, če zamešamo en predmet za drugim, recimo vidimo grm, pa mislimo, da je to pa pač recimo človek. Pri psihozi pa je ključno to, da se pojavijo deluzije, se pravi, to so deluzivne blodnjave misli, kar pomeni, da v resnici se pojavljajo recimo preganjalne misli, da nas nekdo preganja, ali pa druge deluzivne pač v bistvu vsebine, in to definira pač v bistvu psihozo bolj kot same halucinacije, ko so pa pogosto spremljevale psihotičnega stanja. Če se halucinacije in psihoze pojavijo pri Parkinsonovi bolezni, v bistvu
nam pove, ali pa se pojavijo tudi same halucinacije, so lahko napovedovalec razvoja v bistvu kognitivnega upada. Starejši bolniki so bolj ogroženi kot mlajši bolniki za razvoj halucinacij in posledično tudi seveda za kognitivni upad. In so pač po študijah dosti dober označevalec v bistvu povečane obolevnosti, umrljivosti in pa pač hospitalizacije, potrebe po hospitalizaciji pri teh pacientih. Včasih je treba hospitalizirati za ureditev terapije, zato da se zmanjša recimo pač pojavnost tistih halucinacij ali pa samega psihotičnega stanja. Kako diagnosticiramo tisto Parkinsonovo bolezen? Se pravi, glavno povsod v medicini, v nevrologiji, pa še toliko bolj, je klinična prezentacija bolezni in pa se pravi, kako bolezen sama napreduje, se pravi, dinamika razvoj bolezni. Določene značilnosti, ki smo jih že omenili, recimo pozornost ali pa nihanje pozornosti, je zelo pomembna. Tisto, kar smo rekli, izvršilne funkcije, recimo delovni spomin, bolj kot ostali spomin, vidno-prostorski funkcije, in pa tisti postopni razvoj. In dejstvo, da v bistvu pri Parkinsonovi bolezni za demenco se je kognitivni upad pojavljal, tako kot smo že malo omenili prej, po enem letu od pojava samih simptomov. Se pravi, klasičen pacient, ki ga vodimo recimo 5, 6, 7, 8, 10 let in po 10 letih se pojavi tudi kognitivni upad. In to po svoje definira demenco pri Parkinsonovi bolezni, če je pa drugače z drugimi značilnostmi, to bom povedal na enem končnih slajdov, je pa diagnoza drugačna. Naredimo si vedno slikovno preiskavo, CT ali pa magnetno rezonanco glave. Pogosto je recimo atrofija frontalnega tega čelnega režja, za razliko od Alzheimerjeve demence, pri kateri je značilna atrofija temporalnega režja. Pri nas s pridom, se pravi, uporabljamo eno drugo metodo, to je FDG5 CT možganov, ki jo je upeljala profesor Troštova in jo uporabljamo v Ljubljani in mislim, da so pred kratkem, dolga leta uporabljamo pri nas v Ljubljani, pred kratkem mislim, da so začeli tudi v Mariboru uporabljati isto metodo, pred kratkem, kakokoli že v zadnjih 2 letih, mislim, da je na voljo, s katero lahko ugotovimo, kateri deli možganov so pač aktivni, kateri pa niso. Krvne preiskave naredimo vedno, lumbalno punkcijo tudi, to je tisto, kar vzamemo likvorsko možgansko tekočino, zato da izključimo pravzaprav druge bolezni, ni pa nekih pozitivnih biomarkerjev demence z Parkinsonovo boleznijo oziroma demence z levimi telesci, in to je zaradi tega, ker je pač so študije v zadnjih 20 letih so se osredotočili na alfa-synuklin, ki pa se je izkazal kot zelo slab biomarker tako Parkinsonove bolezni z demenco kot same Parkinsonove bolezni pa demence z levimi telesci. In pa zelo pomembno klinični psihološki pregled, ki ga pač opravijo psihologi. Recimo to samo, da vam povem pri tistem FDG5, to je pač iz ene študije, to je obstaja tak način ali pa pattern aktivacije, ki je značilen za Parkinsonovo boleznijo, pri kateri so v bistvu bazalni gangliji hiperaktivni, kot pač po svoje je razlaga, da je to zaradi pač neke kompenzacije pa hiperkompenzacije ob slabši aktivnosti zaradi primanjkljaja dopamina in pa zmanjšana aktivnost v frontalnih in parietalnih režnjih. Če to primerjamo recimo demenca z levimi telesci, ki je zelo blizu demenci s Parkinsonovo boleznijo, čeprav so pa pač bistvene razlike, kot smo rekli. Cilj tega slajda je v bistvu, da vam pokažem, s katerimi preiskavami se lahko poslužimo, zato da pač zelo elegantno lahko dokažemo, za katero demenco gre. Recimo pri Alzheimerjevi demenci je karakteristično to, da imamo upad aktivnosti v temporalnem režnju, povezano z spominom. Pri recimo osebah z demenco z levimi telesci pa pač v parietoccipitalnih režnjih. Kot smo rekli, frontalno parietoccipitalno je tudi zmanjšana aktivnost pri Parkinsonovi bolezni kot taki. In zdaj, ko smo že pri tisti demenci z levimi telesci, smo rekli, prva stvar je tisti arbitrarni kriterij 1 leto, se pravi, če se pojavijo kognitivne težave v enem letu od pojava motoričnih simptomov, ali pa če kognitivne težave predhodijo razvoju motoričnih simptomov, govorimo o demenci z levimi telesci, drugače demenca pri Parkinsonovi bolezni, vendar so druge, recimo nihanja so veliko bolj značilna
tista pozornostna nihanja za demenco z levimi telesci. Motorični znaki so recimo bolj simetrični pri demenci z levimi telesci kot pri pacienti s Parkinsonovo boleznijo. Halucinacije, blodnjave so veliko bolj izrazite pri demenci z levimi telesci, se lahko pojavijo tudi pri demenci ob Parkinsonovi bolezni, vendar velikokrat povezano z metaboličnimi motnjami ali pa pač ob zdravilih. In pa seveda učinek antipsihotikov pri demenci z levimi telesci izrazito občutljivost, postanejo lahko zaspani, uvedemo tudi v nizkih odmerkih, je pa boljše jih prenašajo recimo osebe z Parkinsonovo boleznijo. Zdravila recimo na dopaminski sistem, ko hočemo seveda zdraviti motorične simptome, so veliko bolj uspešni pri Parkinsonovi bolezni, vendar pri osebah z demenco z levimi telesci je pa manj, v bistvu je manj izrazit tak dober odgovor na dopaminergična zdravila. To je tabela iz knjižice, ki je naslala tako znana knjižica oziroma pač en tak prospekt, ki je majhna knjižica, ki smo objavili v sklopu tega projekta. Se pravi, sem tabelo sposodil, je pa tabelo naredil dr. Berlot, ki tudi sodeluje pri tem projektu. Kako zdravimo? Se pravi, prva stvar je seveda motorično stanje, ocena nevrološkega in ostalega zdravstvenega stanja, velikokrat vzamemo vitamin B12, TSH. Skušamo tudi poenostaviti terapijo. Recimo, če so pacienti na visokih odmerkih, recimo levo dope znižamo odmerke, še posebej, če se pojavijo halucinacije. Še posebej na visokih odmerkih dopaminskih agonistov, kot je recimo Requipa ali pa Mirapexin, Rotigotil, tudi to znižamo, se pravzaprav to najprej znižamo, pa šele potem znižujemo pač levo dopo, ali pa če so na zdravilih, ki v bistvu imajo manj potencialni negativni učinek na motorično stanje, če jih ukinemo, kot so recimo MAO-B inhibitorji, to so recimo Azilect, Razagilin in tako naprej, zdravila, ki lahko na tak način vplivajo, pa recimo antiholinergiki, ki danes v bistvu pa pač manj uporabljamo, lahko damo recimo Rivastigmin, to so, in to vedno damo pacientom s Parkinsonovo boleznijo za demenco s kognitivnim upadom, zdravila, ki jih uporabljamo pri demenci in vplivajo na acetilholinski sistem. Se pravi, so inhibitorji holinesteraze in na ta način povišajo v bistvu tonus acetilholina ali pa holinergični tonus v možganih in pa pač v bistvu imajo tudi dober ugoden učinek na halucinacije in na psihoze. Antipsihotike pa pač ponavadi uporabimo za, čeprav kontraintuitivno, ker blokirajo dopaminske receptorje, za obvladovanje vedenjskih simptomov, predvsem recimo za anksioznost, agresivno vedenje in tako naprej. Vendar moramo biti pri uporabi zelo, zelo previdni. Pri nas je zelo dobro uveljavil kvetiapin, klozapin je pa tisti, ki ima edini pravzaprav tak dokaz učinkovitosti pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. To je tisto, kar sem vam rekel, v sklopu tega projekta smo v bistvu izdali tole eno malo brošuro, evo, sem našel pravo besedo, v kateri v bistvu opisujemo bolj podrobno različne aspekte v bistvu Parkinsonove bolezni za demenco, med ostalim tudi v bistvu se pravi ne samo nevrobiologijo bolezni, ne samo zdravljenje bolezni, ampak tudi aspekt svojcev, se pravi namenjene v bistvu pacientom pa svojcem in vsem tem, ki se pač zanimajo za tole področje. Jaz sem imel tok, mislim, da sem ravno par minut pred 6. uro. Hvala za pozornost in še enkrat hvala za vabilo. Hvala tudi vam, gospod Georgijev, za zelo izčrpno predstavitev. Zdaj pa poglejmo, koliko izčrpni ste v resnici bili in če se je nabralo mogoče kakšno vprašanje. Ja, gospod Katjo Zibelnik zanima, ali potrebujejo torej bolniki s Parkinsonovo boleznijo več spanja kot vrstniki brez bolezni? V resnici verjetno ne bi smeli, ne, ampak je pa tako, večkrat so bolj zaspani čez dan, ne. Eni spijo zelo dobro, pacienti s Parkinsonovo boleznijo po noči,
Problem nastane, veste, takole, mislim, vse po potrebah spanja se razlikujemo tudi vse osebe. Recimo, eni potrebujemo 6 ur, pa smo super, ne, eni potrebujejo recimo, ne vem, 8, eni potrebujejo 10 ur, kljub temu, da so pač, ne vem, 50 let plus stari, ne. Tako da problem za zaspanostjo postane takrat, ko se pač pojavlja recimo nenadoma, to se zgodi v bistvu pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo. Včasih zaradi recimo dopaminskih agonistov kar naenkrat zaspijo, eni zaspijo med jedjo, ne. Ali pa boh ne daj med pač, ne vem, drugih zelo pomembnih opravilih, recimo vožnjo avtomobila, pa postanejo izredno zaspani. In takrat, ko seveda postanejo zaradi te zaspanosti praktično neaktivni, ne, in pač neuporabni, ne, čez dan. Drugače pa, če v bistvu je to v mejah normale, pa spijo malo več, ne, pa tako kot je gospa vprašala, ali potrebujejo več spanja, pa jaz mislim, da ni nobenega razloga, zakaj ne bi pač tudi spali več, ne. Skratka, jim lahko privoščimo kakšno dodatno uro. Lahko, seveda, samo s tem, ni to, a veste, da je to normalna taka zaspanost, pa malo več potrebe po spanju. Patološka je dnevna zaspanost, recimo, tiste, ki se pač pojavljajo nenadoma, ali pa če je prisotna recimo večji del dneva, ali pa je prisotna, ne vem, 3-4 ure tekom dneva, veste, normalno si noben človek ne more privoščiti, da še dodatno poleg nočnega spanca spi še 4 ure tekom dneva, ne. Seveda. Tako. Hvala lepa, gospod Georgijev. Še eno vprašanje imamo, nanj bo verjetno odgovorila gospa Cvetka, in sicer gospod Evo zanima, kje se dobi brošura, ki jo je omenil dr. Georgijev? Ja, brošuro smo tiskali v društvu, v 3000 izvodih. Naši člani jo bodo praviloma dobili na dogodkih, če pa pokličete na društvo, vam jo pa lahko tudi pošljemo po pošti, s tem, da boste plačali pač poštnino. Izšel je pa tudi priročnik, kako živeti s Parkinsonovo boleznijo. Ta je izšel pa v 7000 izvodih, je pa v njem 26 člankov naših strokovnjakov, med njimi tudi docenta doktorja Dejana Georgijeva in njegovih kolegov, ter tudi drugih strokovnjakov iz drugih področij. Tega pa lahko tudi dobite na naših srečanjih, če ste člani našega društva, ali pa poprosite v naši pisarni in vam ga lahko tudi pošljemo po pošti. Seveda je treba tole poštnino plačati, zato ker je neizmerno draga. Tako da mi tega si ne moremo privoščiti, lahko pa pridete tudi v društvo iskat na Šišensko cesto 23, ali pa se udeležite naših srečanj, kjer bomo te knjižice predstavljali in tudi imeli na razpolago. Hvala lepa, gospa Cvetka. Gospod Katjo še zanima, če dr. Georgijev priporoča veliko aktivnosti ali mogoče s preobremenitvijo poslabšamo stanje oziroma simptomatiko. Jaz mislim, da ni treba pretiravati, veste, da so pač aktivni spet toliko, kar jim pač paše, ne. In to je moj v bistvu nasvet ob diagnozi Parkinsonove bolezni. Kaj pa aktivnost? Delajte vse tako, kot pač ste delali do takrat, ko je diagnosticirana Parkinsonova bolezen. Toliko fizične aktivnosti, ko vam paše, ne smete se pa seveda siliti pri tem, ne. Tako da mora biti zmerna fizična aktivnost, bolj kot to, da pač se forsirate zaradi tega, ker mislite, da pač pretirana fizična aktivnost vam bo pa hudo pomagala. To mogoče, ne vem, športnikom ne, ampak pač pacientu s Parkinsonovo boleznijo pa zagotovo ne. Hvala. Gospod Tanjo zanima, do kdaj poteka glasovanje za mojega nevrologa. To lahko povem jaz, do zadnjega v tem mesecu, tako da ne zamuditi. Gospod Valerijo zanima, ali je operativni poseg za izboljšanje stanja pri nas možen in ali je učinkovit? Možna je globoka možganska stimulacija, absolutno, in to mi izvajamo, v bistvu pa pač zelo uspešno. Se pravi, imamo operiranih do sedaj z različnimi diagnozami, sicer nekih 150 pacientov, samostojno opravljamo operacijo od leta 2014, se pravi že 8 let. Imamo operiranih približno 90 pacientov s Parkinsonovo boleznijo z zelo dobrimi rezultati. Izboljšuje pa v bistvu motorično stanje, ni pa namenjen izboljševanju kognitivnega stanja.
Skratka, možen in učinkovit. Torej, ne? Kdaj se naredi slikovna preiskava? V kateri fazi bolezni? Parkinsonovo bolezen diagnosticiramo na podlagi klinike. Se pravi, zato, da rečemo, da nekdo ima Parkinsonovo bolezen, ne rabimo nobene slikovne preiskave. Če pa je potreba, tako kot sem rekel, če se pojavi kognitivni upad, če se pojavijo recimo halucinacije in tako naprej, pa je pa pač v bistvu marsikdaj zaželjena slikovna preiskava, s katero skušamo ugotoviti, ali je prisotna recimo atrofija določenih delov možganov, za diferencialno diagnozo, ali gre za Parkinsonovo bolezen, ali pa gre za neko drugo obliko, recimo demence, ali pa recimo drugi, kako bi rekel, vzrok kognitivnega upada. Veste, ker jaz sem povedal tekom tega webinarja v bistvu, da pač demenca je sindrom z različnimi vzroki, z različnimi povzročitelji, bolj kot pač bolezen kot taka, ne. Tako da težko rečemo, v kateri fazi, ampak takrat, ko pa pravzaprav je pač potrebno, ne, narediti slikovno diagnostiko. Ponavadi pacienti s Parkinsonovo boleznijo vsaj enkrat na tekom bolezni so imeli pač kakšno slikovno preiskavo ravno iz teh razlogov, ki sem jih zdaj naštel. Gospod Metko zanima, kako priti do zdravnika nevrologa, ko opažaš, da se ti Parkinsonova bolezen slabša, kontrolni pregled pa imaš šele septembra To je 2022. pa tisti labirint napotitev pri nas. Recimo mi, za prvi pregled je čakalna doba relativno kratka, za kontrolni pregled pa je dolga, ne. In to je pač, to so pač taki principi, pravzaprav, ki izhajajo iz zavarovalnice. Moj nasvet je tako, obstaja recimo pregled v hitri nevrološki ambulanti. Če recimo pridete na pregled danes in vam dajo datum za kontrolni pregled čez 1 leto, vmes, če se stanje poslabša, dobiste še eno napotnico pri osebnem zdravniku za pregled pod hitro in pol pa pač prosite za pregled pod hitro v ambulanti istega zdravnika, pri katerem ste zdravite. Hvala. Gospod Meto zanima, koliko hrana vpliva na potek bolezni? Lahko s tem kaj naredimo? Recimo mediteranska hrana, ne vem, smo se to pred kratkim, ne vem, s kom sem se, v kateri priložnosti smo se pogovarjali, je pokazala, da mediteranska hrana mogoče celo ima tak učinek, da malo spremeni potek bolezni, ne. Ni pa nekega takega kuhinjskega recepta, da če jeste tako in tako hrano, pa zagotovo se bo pač bolezen ustavila, ali pa se bo spremenil potek, ali pa bi se upočasnila bolezen. V glavnem, jaz mislim, da generalno veljajo v bistvu vsi nasveti za zdravo prehrano v splošni populaciji, tudi za paciente s Parkinsonovo boleznijo. Hvala lepa. Gospod Anton piše, da ponoči spi 5 do 6 ur, 1 uro pa še podnevi. Zdaj mi je pa, samo malo, navadno po kosilu, je pa še na antagonistih. Je to dovolj ali bi moral bolj paziti na nočno spanje? Ne, jaz mislim, da če je to v bistvu njegov normalen bioritem, da pač jaz mislim, da tle ne bi smelo biti kaj problematično. Jaz mislim, da to, meni se zdi, da je to urejen, kako bi rekel, dnevno-nočni ritem. Kateri so pa vzroki za nastanek Parkinsonove bolezni in kako bi lahko odkrivali te vzroke? Veste kako, več različnih vzrokov je, ne. Se pravi dejavniki, ki so, se pravi zunanji pa notranji dejavniki, kar pomeni biološki oziroma, kako bi rekel, genski dejavniki. Nekaj že vemo o tem, mislim, da smo zadnjič tudi govorili, na zadnjem webinarju smo govorili o tem, da so recimo, kot je recimo ruralno prebivalstvo večja recimo incidenca bolezni, recimo izpostavljenost pesticidov, različnim strupom in tako naprej. Je pa tudi veliko na tem, pač da je v bistvu tako kot vsaka nevrodegenerativna bolezen povezana z normalnim procesom počasnega odumiranja, kako bi rekel, ali pa počasne degeneracije teh živčnih celic. Tako da veliko skrivnosti je še sigurno za odkriti. Pa veste, v celi medicini je ogromno bolezni, to je isto tako vprašanje, kot ugotoviti, zakaj v bistvu pride do srčnega popuščanja, ne vem, pri starejših. Ne veste, ne vemo, zakaj pride do srčnega popuščanja, vemo, da so
genski dejavniki, vendar vemo, da so tudi pač dejavniki okolja. Vedno je pač nek tak interplay med enimi in pač med drugimi. A ne. Parkinsonovo bolezen v resnici sodi v skupino tistih bolezni, ki se pač, če je kakšen vpliv, recimo genski, poleg seveda tista manjša skupina monogenskih oblik Parkinsonove bolezni, je pač poligenski vpliv, se pravi, pač so odvisni od več različnih genov, ne? In kako recimo ta konstelacija več različnih genov skupaj z dejavniki okolja privede do razvoja Parkinsonove bolezni, pa ni znan. Ne. Hvala lepa. Gospod Ines zanima, ali lahko na razvoj Parkinsonove bolezni ali demence v odrasli dobi vpliva mogoče kakšna motnja odkrita v otroštvu, kot je na primer disleksija, diskalkulija ali kaj podobnega? Ne, ni torej več možnosti za tako diagnozo. Recimo disleksija, diskalkulija, recimo še posebej disleksija je pač izolirana motnja in to ne pomeni, da je pač kdorkoli za disleksijo v bistvu kognitivno slabši kot nekdo, ki je pač brez disleksije. To so izolirane kognitivne motnje v otroškem obdobju, ki se ponavadi vlečejo tudi se pravi, se praviloma vlečejo tudi pol v odraslo dobo, ampak ne vpliva, veste. Ne vpliva na razvoj Parkinsonove bolezni kot take, ne. So morda pacienti s Parkinsonovo boleznijo bolj podvrženi težavam, kot so uroinfekti, motnje požiranja in podobno? Zanima gospod Katjo. Mislite pozornosti, motnje pozornosti, kot sem jaz prebral? Mislim, jaz imam možnost tudi. Ne, motnje požiranja piše tukaj, no. Poziranja, sklepam, da je požiranje. A so morda pacienti bolj podvrženi težavam, kot so uroinfekti? Jaz sem še prejšnjo Ste preskočili kakšnega? Ne, prejšnje vprašanje, sem še vedno bil pri prejšnjem vprašanju. V bistvu je bilo pa zelo, v bistvu tako, kot sem rekel, disleksija. Recimo tisti, ki imajo recimo motnje pozornosti, attention deficit hyperactivity disorder in tako naprej. Veste, oni to so recimo, kot otroci so bolj zahtevni, ker rabijo več pozornosti, manj koncentracije in tako naprej. Ampak ni pa dokaza, da bi tisti z recimo ADHD ali pa bi pač bili bolj nagnjeni k razvoju demence, v nobenem primeru ne. Marsikdo od tistih recimo otrok, ki so pa pač hiperaktivni, tudi karakterizirani z ADHD in tako naprej, so zelo uspešni akademsko in intelektualno v pač poznih letih. A veste, jaz tudi mislim, da malo se pretirava danes za različnimi takimi diagnozami, še posebej pri otrocih, ki so recimo pred 30-40 leti so bili veliko bolj zmerno, kako bi rekel, pač uporabljali, kot je recimo attention deficit hyperactivity disorder, se pravi tale motnje pozornosti in hiperaktivnost, pa na koncu tudi avtizem, veste. Velikokrat pač, ne vem, otroci dobijo recimo pač diagnozo Aspergerjev sindrom ali pa pač avtizem, ki pa v resnici ni v bistvu ni temu tako, no. Kako pa je z motnjami požiranja pa uroinfekti? Ja, kar se tiče požiranja in pa uroinfekti, so v bistvu pacienti z demenco v celoti so bolj nagnjeni k respiratornom pač pa tudi uroinfektom, ne. Ja, to pa je res. Gospod Mojco še zanima, ali je zdravljenje demence z levimi telesci drugačno kot demence pri Parkinsonovi bolezni? Principi so v resnici enaki, ne, kar se tudi demence z levimi telesci kaže s parkinsonizmom, kot sem jaz rekel. Veste, da so bolj simetrične ta bolezen, recimo več nihanj, več nagnjenosti k razvoju halucinacij, psihoz. Treba je biti pri njih previden pri predpisovanju dopaminergičnih zdravil in treba je biti previden pri predpisovanju antiholinergikov. Bolj previden kot pri Parkinsonovi bolezni za demenco. Gospod Petro zanima, ali je lahko Parkinsonova bolezen dedna? Lahko je, ampak v zelo majhnem odstotku. Klasično ni. Idiopatska Parkinsonova bolezen, recimo, oče zboli pri 65 letih, ne? Tudi genetika ni indicirana, genske preiskave niso indicirane, nikjer na svetu niso indicirane, čeprav je genetika danes zelo dostopna, pa niti ni tako draga, kot je bila včasih. Ampak ne pošiljamo takih pacientov na gensko testiranje in pač pomirimo paciente, da to so bolezni, to je bolezen, ki je klasično sporadična, ni pa dedna.
V redu, gospa Meta Stošicki bi rada vse današnje gledalce povabila v skupino za samopomoč v okviru društva Trepetlika, Čaša energije. Pravi, da na srečanjih spregovorijo tako o vplivu prehrane, kot tudi o interakciji med zdravili, da povabijo lokomotorno fizioterapevte in druge strokovnjake, tako da se lahko pogovorijo o obvladovanju bolezni. Hkrati pa bi se rada tudi zahvalila gospodu Georgijevu in gospe Cvetki za izjemno dobro predavanje. Tudi to je dobro slišati, kaj ne? Aha. Ja, lepo, hvala lepa za tako lepe misli. Jaz sem se utopil v naslednja vprašanja. Ja, ali je možno, da zdravila, kot je levodopa in antagonisti, povzročijo demenco po 4 letih od postavljene diagnoze? Ne. To je to vprašanje, ne? To je zelo dobro vprašanje. Predvsem zaradi tega, ker hočem pomiriti predvsem javnost, da dopaminski agonisti levodopa ne povzročajo kognitivni upad, ne povzročajo napredovanje bolezni. Včasih ko so uvajali levodopa, so celo je bila neka bojazen, da bi bila pač recimo nevrotoksična in da bi pač pospeševala napredovanje Parkinsonove bolezni. Temu ni tako. Levodopa in dopaminski agonisti ne povzročajo kognitivni upad, demenco ali pa hitrejše napredovanje bolezni. Tisto, kar pa lahko se zgodi, pri levodopi in pa pri dopaminskih agonistih, je, da so povezane recimo z razvojem halucinacij, ali pa pri tistih, ki so pač v zelo napredovali fazi, lahko se pač sproži tudi psihoza. In tisto, kar je treba narediti v tem primeru, je treba samo pač urediti terapijo, se pravi načeloma znižati odmerek levodope ali pa dopaminskega agonista, oziroma optimizirati terapijo, da se takih težav ne pojavljajo. Hvala lepa. Ali obstajajo mogoče kakšni markerji, podobno kot pri onkoloških bolnikih, ki jih lahko... Jaz sem nekaterih, jaz mislim, da je to moj pacient, če se ne lažem, Boris Aleksandrov, in ga lepo pozdravljam. Gospod Aleksandrov vedno ima pač take zelo pač pametna vprašanja, on je fizik po izobrazbi. Jaz sem o nekaterih teh biomarkerjih že govoril. Prvič so klinični biomarkerji, kot smo rekli, se pravi, to je tiste upočasnjenost, tremo, rigidnost. Drugi so pač tisti biomarkerji, ki smo jih že nekako omenili, recimo slikanje z DAT-skenom ali pa FDG-PET-om, se pravi. To so taki biomarkerji, ki jih lahko pravzaprav povežemo s Parkinsonovo boleznijo. Zdaj pa, če sprašuje gospod Aleksandrov konkretno, recimo za neke biomarkerje, ki jih najdemo lahko v likvorju ali pa v krvi, zaenkrat takih zanesljivih biomarkerjev ni. Drugače bi pa bilo idealno, veste, recimo tako kot greste vzeti kri, ko vam vzamemo kri, zato da ugotovimo, ali imate infekt, kar je crpo povišan ali pa PCT povišan ali pa imate leukocitozo, da bi s tem dokazali prisotnost Parkinsonove bolezni, bi bilo idealno. Ampak takega zanesljivega biomarkerja zaenkrat ni. Tudi taki dobri kandidati, kot so bili recimo kandidat alfa-sinukleini in tako naprej, so se izkazali v bistvu pa pač v tistih kvalitetnih študijah kot pač slabi v bistvu biomarkerji. Hvala lepa. Še na 2 vprašanji bi prosila za odgovor, potem bomo pa počasi... Tako, Tanja sprašuje, ali igranje nogometnega tenisa. Jaz mislim, da ja. Res vpliva pozitivno na bolnika s Parkinsonovo in zakaj? Zakaj? Več razlogov je. Prvič, aerobna vadba se je pokazala, to, kar smo prej rekli, fizična aktivnost, zberna aerobne vadbe, da v bistvu vplivajo pozitivno na motorično simptomatiko, pa tudi na nemotorične simptome. Veste, vsak fizična aktivnost vpliva tudi na razpoloženje. Recimo, če ste slabo razpoloženi, ste depresivni, pejte na lep sprehod, še posebej, če je lep dan, in se pač boljše počutite. To je pač znano. Sproščanje endorfinov, sproščanje serotonina in tako naprej pri fizičnih aktivnostih. To je ena stvar. Druga stvar pa so recimo pri namiznem tenisu so določeni stvari, kot je ritmičnost, senzorična stimulacija, vidnost, slušna, ki pač v bistvu zelo ugodno tale ritmično stimulacijo vpliva na paciente s Parkinsonovo boleznijo kot spodbude, predvsem za izboljšanje motorike. Tako da več razlogov je, zakaj fizična aktivnost, zakaj v bistvu se pravi namizni tenis še posebej pač lahko ima ugoden učinek.
In o tem bomo tudi, zastavljamo zdaj eno študijo, ki jo bomo začeli tudi po sodelovanju z društvom Trepetlike naredili, v kateri bomo skušali ugotoviti, kakšen je konkretno vpliv recimo namiznega tenisa na posturalno stabilnost in na hojo predvsem, ne, pri teh pacientih, se pravi na tiste aksialne simptome, pa tudi na splošno motorično pa nemotorično stanje pri teh pacientih. Skratka, aktivnost ni nikoli slaba, ne? Je vedno... Ne, sploh ne. Gospod Metko zanima, ali lahko jemanje tablet pregabalin poslabša stanje Parkinsonove bolezni? Verjetno jo jemlje gospa zaradi pregabalin je pač v bistvu lirika, pa pregabalin krka in tako naprej. To je pač iz skupine v bistvu antiepileptikov, zdravilo, ki ga pa mi zelo radi uporabljamo, manj kot antiepileptik, bolj pogosto pa ga uporabljamo za nevropatsko bolečino. Lahko vpliva na mentalno stanje, lahko so pacienti bolj zaspani, lahko pri pacientih z demenco pa lirika povzroča težave, a ne. Da bi pač lirika v bistvu poslabšala motorično stanje Parkinsonove bolezni, pa ne bi smela. Ne. Tako. Mislim, da je Andreja nekako zginila, Cvetka. Ja. Ja, jaz sem še tukaj, ne vem. Ja. Andreja. Mogoče, če odgovorite samo še na tole vprašanje, ali... Jaz sem nazaj, se upravičujem. Nič hudega, Andreja, malo smo te pogrešali, ali in kdaj v bistvu predvidevate zdravljenje za črpalko? Ja. To je v bistvu pri nas imamo v bistvu veliko izkušenj s tem, trenutno 80 aktivnih pacientov, vse skupaj 160, ki smo jih v vseh teh letih od 2009 naprej do sedaj, ki smo jim uvedli črpalko za kontinuirano zdravljenje Parkinsonove bolezni. To so pacienti, ki so za napredovalo fazo Parkinsonove bolezni, rabijo veliko odmerkov levo dope, rabijo poleg veliko odmerkov levo dope še recimo po tistih kriterijih za napredovalo bolezen, kot sem rekel, recimo 2 uri so v izklopu in 1 uro so z motečimi diskinezijami. In se pač upelje recimo pacientom, ki to pač potrebujejo, ne. Tako. Mislim, da smo kar izčrpni bili tudi v odgovorih, ne, tako da ne bomo predolgi, da ne bomo preveč vlekli, verjamem, da je pozornost upade čez nekaj časa, tako da jaz se bi zahvalila gospodu Georgijevu in gospe Likar, da ste nam še dodatno osvetlila Parkinsonovo bolezen, demenco in tudi pojasnila aktivnosti društva Trepetlika. Hvala tudi vam, gledalci, da ste nas spremljali in vztrajali do konca. Še enkrat se vam opravičujem za tehnične težave. Posnetek današnjega spletnega seminarja boste čez nekaj dni dobili na svoj elektronski naslov. Če boste imeli še kakšno dodatno vprašanje, na katerega danes niste dobili odgovora, nam ga le pošljite po elektronski pošti, se bomo potrudili, da vas bomo še dodatno informirali. Za konec mi dovolite, da vas povabim v Celje na poseben dogodek. In sicer 18. maja bomo tam organizirali okroglo mizo, kot je omenila že na začetku gospa Cvetka. Tam bomo govorili o življenju pacientov z demenco pri Parkinsonovi bolezni. In ker je število obiskovalcev omejeno, bi vas rada opozorila, da se prijavite. In sicer se lahko prijavite preko elektronskega naslova društva Trepetlika, gospa Cvetka, če se ne motim, ne. V mojem imenu še enkrat hvala vsem skupaj. Lep dan želim, predvsem pa veliko zdravja.